Zdaj, kar se tiče obilja, bi lahko rekli, da je to stanje, ko imamo v bistvu vsega dovolj. Torej vse, kar mi potrebujemo za neko udobno, izpolnjeno življenje. To vključuje tako duhovno in tudi materialno obilje, in to dvoje se ne izključuje. Včasih so nam rekli, ja, če si pa duhoven, pa pač ne smeš imeti obilja finančnega ali pa materialnega. To v bistvu ni res. Normalno je, da v tem svetu, kjer smo, rabimo vse to in je normalno, da imamo ta balans. Ni pa dobro, da smo samo v eno ali pa v drugo skrajnost. Torej, nobena skrajnost v življenju ni dobra. Vsi pravi duhovni učitelji so vedno učili srednja pot, torej imej ravnovesje v življenju na različnih področjih, in to je v bistvu tisto pravo, da imamo kar se da v bistvu naša področja življenja uravnovešena in da nekako delamo na vseh področjih in da se v bistvu balansiramo, torej da čistimo svoje omejujoča prepričanja glede teh področji. Zdaj vas vabim, da sodelujete aktivno v procesu, da pišete v bistvu, ko bom jaz govoril, karkoli se vam bo vklapljalo, če vas bo zmrazilo, vemo, da ste slišali srcem, tako da je zelo pomembno, da si tudi zapišete določene vzorce, programe, če boste kaj ugotovili, da imate na določenem področju glede obilja določene programe, ne vem, zaslužim si dobrega, moram trpeti, garati za denar, za lepe odnose, za obilje, moram res se truditi preko mere, ali pa ne zaslužim si, nisem vreden, nisem vredna. To so v bistvu vsa taka prepričanja stara, ki smo jih mi na neki ravni ponotranili in smo zaradi teh prepričanj sami sebe odrezali od obilja na vseh nivojih. In je zelo pomembno, da se teh prepričanj vedno bolj zavedamo in da delamo na teh nezavednih omejitvah. Tudi kasneje, ko bomo delali manifestacijo, kasneje v meditaciji bomo skupaj spuščali vsa ta omejujoča škodljiva prepričanja, ki nam v bistvu več ne služijo. Torej vse tisto, kar smo mi na nekih globih ravneh ponotranili, ko nam je, ne vem, mama rekla, lej, tole pa nisi v redu naredil, in takoj dobiš program, aha, nisem dovolj dober. Torej, mogoče je kritizirala naše delovanje, ni pa kritizirala nas samih, ampak otrok se ni znal razložiti, ampak je takoj prevzel program, aha, nisem dovolj dober. In vemo, otrok je tam do 7. leta v teta stanju, 4 do 6 Hz frekvence, je v bistvu v stanju hipnoze in v bistvu kot spužva vse informacije iz okolice absorbira in v bistvu tisto, kar se zapiše nekje do 7. leta, načeloma potem ljudje živimo tako življenje, če tekom življenja seveda nič ne spremenimo in ne delamo na teh podzavestnih omejitvah. Ampak vi ste zavestni, če ne bi bili tukaj z menoj v programu, vi se zavedate, da je potrebno delati na podzavesti, da je potrebno presegati svoje omejujoče vzorce. Nekateri tudi hodite individualno na terapije, nekateri ste v programu, nekateri kombinirate, kar je v bistvu super, v bistvu najboljša kombinacija, tako da res presegate in plast za plastjo te čebule odmetavamo in v bistvu prihajamo vedno globje v stik s to resnico, s tistim popolnim potencialom, s tem, kar mi v samih temeljih zavedanja v resnici smo. Lahko temu rečete duša, zavest, spirit, torej tisto, kar v bistvu verjamete, da je najvišje. In ko smo povezani v bistvu s seboj, svojo esenco, smo povezani z virom. In smo v bistvu pretočni in lahko obilje vsega dobrega v bistvu potem priteka v naše življenje. Torej mi več potem svojimi vzorci, programi ne blokiramo, torej ne preprečujemo tega, ampak pomagamo, ko smo pretočni, ko smo fluidni, ko smo spontani, enostavno lahko obilje lažje prihaja v naše življenje. Zato smo imeli tudi prejšnji petek, to meditacijo, aktivacije radosti, igrivosti, kajti če ste vi zakrčeni, če ste v stresu, v strahu, v energiji nizke vibracije, vi zapirate v bistvu svoje rastne mehanizme, celice se zakrčijo, receptorji na celicah tudi zaprejo in vi sploh ne morete, recimo, dobrega sprejeti v vaše življenje. To je recimo tudi dokazano, lahko ne vem, kakšno hrano se jemo, pa če smo mi v energiji nizke vibracije, strah, jeza, zamera, žalost, bolečina, nemoč, v bistvu celica sploh ne bo sprejela vseh dobrih hranilnih snovi, pa lahko vse ekološko, bio, eko, ne vem kaj vse jemo. Torej je zelo pomembno naše mentalno čustveno stanje. Jaz bom rekel, da je celo bolj pomembno, kot pa tisto samo, kar vnašamo, seveda to ni zanemarljivo, seveda je pomembno, ampak če mi nismo v energiji visoke vibracije, kar bova tudi nocoj z Gloriano govorila o besedah, visoke, nizke vibracije, frekvence, vse to seveda vpliva na nas, na naše zdravje, na vseh nivojih, fizični, čustveni, mentalni, duhovni nivo. Torej je zelo, zelo pomembno tudi, kaj govorimo, kaj izražamo. Torej, energija, vsa energija
Kvantna fizika, vemo, je dokazala, da mi smo 99,99% energija, samo 0,001 je procenta tiste materije, ne, ki jo mi nekako vidimo zaradi našega uma, pa te 3D percepcije, ki jo imamo mi ljudje trenutno še pač tako, kot je malo omejeno, ampak vse to je v bistvu ena velika iluzija. Ne. Saj vemo, tisti, ki imate že določene duhovne izkušnje, se zavedate iluzije te materije in koliko je res vse prepleteno in koliko smo res vsi povezani na globih nivojih k našemu umu, v bistvu tukaj naš um dejansko tega ne more še sprocesirati. Ne. Pač tukaj se treba odpreti na intuitivne, više nivoje zavedanja, da lahko v bistvu prihajamo v stik s temi deli, aspekti celotne kreacije in tudi v nas samih. Ne. Takole, poglejmo še komentarje. Danka pozdravlja, pa Polona, živa. Ja, torej, če gremo naprej. Torej, imamo materialno obilje, torej denar, lastnina, hrana, oblačila, pa seveda duhovno obilje. Ljubezen, harmonija, notranji mir, zdravje, sreča. To drugo je malo teže zmerta, ne? Kot tu na prvo, ampak enostavno gre za v bistvu stanje našega bitja, ko enostavno mi smo v radostni, igrivi energiji, ko smo enostavno srečni, izpolnjeni, ko smo v tej vibraciji, takrat v bistvu mi lažje tudi kakršnokoli obilje pritegnemo v naše življenje. Ne? Torej, pomembno je, da res kreiramo iz srca, torej kaj je tista naša srčna namera, ker ne želijo si vsi istih stvari. Recimo, nekdo želi hišo na morju, nekdo želi, ne vem, potovati po svetu, nekdo pa želi v gorah imeti eno kočo, kjer bo lepo užival. Torej, pomembno je, da res sledimo svojemu srcu, torej kaj je tisto, kaj si resnici iz srca želimo. In tukaj je tudi pomembno, da se vprašamo, zakaj si to želimo, torej katero potrebo si bomo s tem izpolnili. To smo že tudi v prejšnji srečanji govorili, če še niste naredili tisto vajo 200 želja, jo lahko tudi še naredite. To pomeni, enostavno si zapišete vse želje, ki jih pač imate in potem greste globje. Okay, kaj bi jaz od tega imel ali imela, če bi, ne vem, imel tako hišo, tak avto, če bi, ne vem, to in to počel, če bi imel tak odnos, če bi potovala po svetu, torej kaj bi mi to dalo, ne vem, mir, ljubezen, varnost, svoboda, neomejenost. To so vse, smo rekli, te potrebe, kar smo se tudi že pogovarjali, potrebe, ki prihajajo iz srca, to so v bistvu te potenciali, ki so v nas. Torej, ti speči potenciali, to so v bistvu, bi lahko rekli, ta neomejena zavest in vse že je v nas. Ampak mi smo to pozabili, torej mi smo šli v mental, smo se zapletli v mentalne vzorce in zaradi tega smo v bistvu izgubili stik s sabo, torej to povezavo. Ne? Tako da je v bistvu zelo pomembno, da v bistvu res lupimo to čebulo plast za plastjo, kar delamo tudi na tem programu, odmetavamo vse tisto, kar mi nismo in v bistvu prehajamo v stik z resnico, torej s tistim popolnim, večnim potencialom, tem, kar mi v resnici zares smo. In to je potem tista dodana vrednost, tista nagrada, ko se enostavno odpremo v srcu in lahko živimo sebe in potem delimo tiste svoje srčne darove, talente, vse, kar imamo, ne od Boga, bom rekel, ne od najvišje energije poslano, tisto, kar pa smo se odločili kot duša, ko smo prišli na ta svet, da bomo dali temu svetu. In to je v bistvu nekaj lepega, nekaj božanskega, bom rekel, ne. In takrat, ko smo v stiku s to energijo, smo res lahko srečni, smo lahko izpolnjeni, zadovoljni, ko recimo res živimo tisto, kar imamo za živeti. Zato meni tudi ta srečane dogodki, seminarije, tudi terapije, me v bistvu napolnejo z eno energijo ljubezni, ko vidiš, da res človeku pomagaš, ko vidiš, da si mu nekaj doprinesel, da je on zaradi tega tudi en delček šel naprej, da si en mozaik, en delček mozaika, v celotni zgodbi njegovega življenja tudi prispeval k napredku, je to v bistvu nekaj lepega. In vsak izmed vas ima to poslanstvo, morda ste ga nekateri odkrili, morda ste ga delno, nekateri morda še ne, ampak vas vabim tudi, da se nocoj v tem srečanju res srčno odprete in da mogoče začutite, kaj pa je tisto, kaj bi pa vi srca res želeli početi v vašem življenju, kaj bi vas napolnilo, kaj bi vas osrečilo, ker to je v bistvu zelo pomembno področje, torej delovanje, poslovno delovanje, delo, torej kaj vi počnete v življenju, v bistvu vaša dharma, vaš namen, tisto, kar imate za početi in če sledite temu dušnemu namenu, potem ste seveda srečni, ste izpolnjeni. Če ne, če delate samo nekaj zaradi, ne vem, nekih koristi ali samo ker morate, ne vem, hoditi v službo, pa niste tam zadovoljni, srečni, seveda to omejujoče in vas ne bo na dolgi rok izpolnilo. Tako da zelo je pomembno, da se res zavedamo, kdo smo in da začnemo živeti sebe, torej živeti te polne svoje potenciale in kapacitete.
Torej, obilje mi lahko kreiramo seveda iz srca s pomočjo pozitivne naravnanosti, hvaležnosti, tudi da si pozitivne afirmacije povemo, predvsem pa da presežemo omejujoče negativne škodljive vzorce, ki so v naši podzavesti. In to delamo recimo preko terapij, preko meditacij, v bistvu presegamo stare energije, starega lažnega jaza. Torej, to je vse povezano z našimi mislimi, čustvovanjem, kar nas lahko potencialno ovira, kaj smo prej povedali na nivoju obilja. Ne vem, za denar moram garati, trpeti, moram se ful truditi, matrati, ali pa ne vem, bogati ljudje so pokvarjeni, so nepošteni in tako naprej. To so vsi programi, ki smo jih pač prejeli. Ja, lahko so nekateri taki, niso pa vsi, mi smo pa posplošili in potem jaz pa ne želim imeti tega, zato ker jaz sem pa dober, jaz pa nočem potem biti pokvarjen. Tako da v bistvu denar nobenega ne pokvari, niti ga ne naredi dobrega, pač človek je tak, kot je, denar je samo energija, ampak mi na podlagi naših vzorcev prepričano mu dajemo tak ali pa drugačen pomen. In človek, ki ima v bistvu negativno omejujočo percepcijo o denarju, o obilju, o čemorkoli v resnici, o ljubezni, ljubezen boli, ljubezen je bolečina, vsi smo to imeli, vsi smo šli čez te pač boleče odnose, izkušnje tega prejšnjih obstojev, ni pomembno, pač na tej zemlji smo se šli te 3D drame že tisočletja, zdaj pa postopno počasi prihaja čas, da bomo lahko to presegli in tisti, ki smo se zares odločili v tem življenju, tudi to presegali. Tako da napišite, a imate res to srčno namero za nocoj, ste se odločili, a vam je dosti trpljenja, dovolj garanja, dovolj mučenja samega sebe, tako da lahko zapišete v komentar.